Lep pozdrav vsem skupaj. Danes smo se zopet zbrali, da slišimo eno zgodbo, pa predno bomo poslušali zgodbo in se o tem pogovarjali, začnemo s križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Da bomo slišali, razumeli, kar nam Božja beseda danes govori, zmolimo k Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živnih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bo beseda padla v dobro, plemenito srce, zmolimo še kesanje, obžalujmo svoje grehe. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Zdaj se pa priporočimo še Bogu Očetu in Mariji. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Tako, danes bomo slišali zgodbo o tem, kako je Jezus ozdravljal. Jezus je veliko stvari povedal, razložil, ampak tudi ozdravil bolnike. In zato, da bomo razumeli, kaj vse se je dogajalo ob tem, ko je Jezus ozdravljal za bolnike, pa za prisotne, pa tudi za tiste, ki so daleč opazovali Jezusa, bomo torej zdaj slišali to prvo zgodbo. Povsod so govorili o novem učitelju, čigar dejanja in nauki so bili tako nenavadni. Ob Jezusovi vrnitvi v Kafarnavmu so zato hišo, v kateri je učil, ljudje kmalu napolnili do zadnjega kotička. Zunaj je množica pritiskala na vrata, vlekla na ušesa njegove besede in strezala v vratove, da bi ga videla. Po cesti so se počasi približevali 4 možje s svojimi bolnimi prijateljem na nosilih. Prišli so do hiše in se skušali zriniti med množico, vendar se jim ni hotel nihče umakniti, da bi jih spustil naprej. Za trenutek so odložili svoje breme in so premišljevali, kaj naj storijo. Odločeni so bili, da svojega prijatelja na kakršenkoli način prinesejo k Jezusu. Tedaj se je eden od njih domislil rešitve. Povzpel se je po zunanjih stopnicah hiše do ravne strehe in z rokami naredil odprtino v zbiti zemlji, s katero je bil zapolnjen prostor med širokimi strešnimi tramovi. Od zadovoljstva je kar razsijal. Vedel je, da bodo streho lahko kasneje brez težav zamazali z blatom. Bolni prijatelj pa bo prišel do Jezusa. Pomignil je ostalim 3, naj mu pomagajo. Kmalu so izkopali dovolj veliko luknjo, da bi skozi njo lahko potisnili svojega bolnega prijatelja na nosilih. Čakal jih je le še naporen vzpon z njim po stopnicah. Ko so se povzpeli na streho, so prijatelji previdno spustili skozi odprtino prav k Jezusovim nogam. Ob tem nenavadnem prihodu bolnika so se nekateri v množici glasno zakrohotali. Prisotni verski voditelji pa so se namrčili zaradi neolikane prekinitve njihovega resnega pogovora. Jezus se je nasmejal, zradostila sta ga zaupanje in vera teh 4 tovarišev, ki bi storili vse, da bi svojega bolnega prijatelja lahko prinesli k Jezusu.
Tako, slišali smo o tem bolnem prijatelju, slišali o teh prijateljih, ki so prinesli svojega prijatelja bolnega k Jezusu in kakšna težava je bila. Veliko ljudi je bilo, ne? Pa niso mogli priti do Jezusa in kako so se potem znašli. Ne? No, pa se najprej vprašamo, torej, bolnik, zdravje. Jezus je pomagal različne stvari, torej vse je rešil, kar je bilo potrebno. Če so bili lačni, kaj je naredil? Je dal za jest. Jim je dal za jest, pomnožil kruh. Bolne je ozdravil. Če je bil vihar na morju, ga je umiril. Celo mrtve je lahko obudil od mrtvih. Ne? Se pravi, Jezus je naredil veliko stvari, ki so ljudi pritegnile, so Jezusa potem poslušali. Zato je bilo toliko ljudi, ko je prišel v Kafarnaum, da so vsi prišli v hišo in še zunaj so stali, tako da niso mogli do Jezusa, vsi niso mogli slišati. Ampak Jezus, je bila prva naloga Jezusa, da zdravi ali kaj drugega? Da oznanja, ja? Oznanja. To je prva naloga, da jim pove nekaj o Bogu, o človeku, o življenju, o tudi trpljenju, o smrti in kaj bo po smrti. Ne? To se pravi, Jezus je prišel zato, da nam tudi še naprej osvetli to, kar so že prej v stari zavezi preroki delali, oziroma Bog po prerokih. Ne? No in tako Jezus torej oznanja in imamo različne bolezni. Kakšne bolezni imamo? Recimo, če pogledamo zdaj. So na telesu bolezni? Telesne bolezni, fizične, ne, telo je bolno. In tudi duhovne bolezni, ne, duševne bolezni. Tako, duša, človek ni samo telo, ampak ima tudi dušo. Ne. Zato imamo, se pravi, telesne bolezni, če zboli telo in če zboli duša. Ja, ta bolnik, kakšno bolezni je imel? Telesno. A poznamo kakšno duševno, duhovno bolezen? Je pa, recimo, obsedenost s hudim duhom. Ne? Depresija tudi. Tudi depresija je povezana z dušo, ne? Žalost, depresija, se pravi, tisto, kar duša, ne? Kar dušo boli, vse, kar tudi skrbi, ki jih imaš, ne? To ni telesno, ampak žalost in podobno. No, zato imamo zdravnike, ki zdravijo telo in tiste, ki zdravijo dušo, kako pa tistim zdravnikom rečemo? To so pa psihiatri, psihoterapeuti, psihologi tudi in tako, ne? Ja. A so egzorcisti tudi ena vrsta zdravitelji? Egzorcisti? Ja, no, egzorcisti so pa predvsem tisti, ki se ukvarjajo z hudobnim duhom, ki je v človeku. Egzorcist je tisti, ki izganja hudobnega duha. Ne? To je tudi posebna bolezen, se pravi, povezana z grehom. Ne? Greh povzroča bolezni. Kakšne bolezni? Duhovne ali telesne? Oboje. Lahko najprej duhovne, potem pa lahko tudi telesne. Ne? Ja? Ker so različne bolezni in vsekakor nekatere stvari mi podedujemo. Kaj podedujemo lahko? Telesne ali duhovne bolezni? Oboje lahko podedujemo. Ja? Ker smo ljudje, ki nosimo nekaj od svojih prednikov. Ne? Se pravi, dobre stvari ali pa slabe. Ne? Ampak to gre veliko rodov nazaj, da lahko podedujemo. Tudi to se dogaja. Ja? Tudi to se dogaja. Ja. Sicer Svetopismo nekje pravi, da slabe stvari do 3., 5. radu pridejo nazaj. Lahko, ne? Oziroma se pojavijo potem. Ne v prvem rodu, to je bilo recimo nekaterim kraljem že rečeno, tvoji potomci bodo ali blagoslovljeni ali pa bodo nosili posledice. Ne? Tako da tega je lahko veliko. Se pravi, dobre stvari tudi podedujemo. Ne? Dobre stvari,
ki jih vidimo, se pravi, eno je, kar podedujemo, nosimo že v sebi, v podzavesti, drugo pa, kar vidimo, opazimo, gledamo in to se naučimo. Ne? Otrok se oduči veliko od staršev, ne? Pa od svojih sošolcev, prijateljev, pa od drugih ljudi, pa od tega, kaj gleda, kaj posluša. Mene lih tukaj navdušuje to prijateljstvo, da so prijatelji poskrbeli za bolnega, za svojega prijatelja, da bi ozdravel. Ne? Ja. To mi tako, kaj prijateljstvo lahko, kakšno pot ima lahko prijateljstvo. Ne? No, recimo eno vprašanje, ali lahko bolan človek pride do Jezusa? Če preveč bolan, tudi ne. Fizično vedno ne more, zato mu morajo pomagati drugi, ne? Prijatelji in tako naprej. Duhovno, če ima vero, lahko pride, ne? Lahko moli na posteli, kjerkoli je, lahko moli, ne? In se pogovarja z Bogom in pomoč, ga prosi in tako, ne? Ja, tako. No, ampak recimo zdaj pa, kdo pa vse lahko pomaga bolniku? To pa kdorkoli, ne? Kdorkoli dobro nameren. Se pravi, najprej kdo pomaga bolniku? Ja, bližnji. Najprej najbližji, lahko ne, prijatelj, domači, sorodniki, starši in tako naprej. Potem so tukaj zdravniki, tudi farmacevti, tisti, ki se ukvarjajo z zdravili, ne, lahko pomagajo. Lahko tudi in duhovniki, a ne? Duhovniki z bolniškim sakramentom svetega bolniškega maziljenja. To je sakrament za bolnike, ne? Tako že svetopismo naroča apostol Jakob, če je kdo bolan, pokličite duhovnika. Kaj bo naredil? Molil bo nad njim, ga mazilil, če je Božja volja, da bo zdravi. Fizično ali pa duhovno. So mu odpuščeni grehi in ko je duša zdrava, včasih tudi telo zdravi. Ni nujno, včasih pa je. Dobro, no, zdaj v Jezusovem času so se dogajali čudeži, ali se danes tudi dogajajo? Pa še vedno. Ja, še vedno. Kje se pa dogajajo čudeži? Kje se vse zgodijo čudeži? Povsod. Lahko povsod, ja. Predvsem pa tam, kjer se veliko moli. Kjer se veliko moli, kjer se priporoča, komu se priporočamo? Svetemu Duhu. Bogu, Svetemu Duhu. Mariji. Svetnikom. Ja. Ali Marija in svetniki ozdravljajo? Ne. Oni ne ozdravljajo, ampak oni posredujejo. Oni prosijo Jezusa, Boga, Očeta za to. Ne? Se pravi, niso zdravniki, tako kot mamica, oče, niso zdravniki, zdravnik pa je tisti, ki lahko pomaga. Ne? Tako so svetniki nam lahko pomagajo. In a veste za kakšna čudeža, ki so se zgodili? Za vsakega svetnika je v bistvu vsak svetnik ima veliko, najmanj pa kakšen čudež se mora zgoditi, da ga sploh priznajo za svetnika, da vejo, da je v nebesih in da posreduje za nas. Ne? Pravi, to je vsaj kakšen čudež. No, ampak veliko stvari se zgodi, veliko čudežev, recimo v Medžugorju, v Lurdu, v Fatimi, v teh krajih, kjer je Marija navzoča, pa tudi tam, kjer so svetniki, na grobovih svetnikov, mnogi. Kot je Pater Pij, ne? Pater Pij je zelo veliko čudežev se zgodilo na njegovo priprošnjo, potem je tudi pri nas, imamo mi kakšnega svetnika? Magdalena Gornik, ja. Njej se v zadnjem času mnogi priporočajo in je tudi sama napovedala 100 let po smrti, potem se bo pa začelo. In tako se je res začelo 100 let po njene smrti. Ja, je že bilo, ja. Takrat je išla knjiga o Magdaleni Gornik in to slučajno, ker je ena iz Grosuplja se poročila na goro in je tam zvedla, njena sestra pa pisala potem diplomsko nalogo o Magdaleni Gornik. In zdaj mnogi romajo tja in kakšni čudeži so se že zgodili. Da se doma pobotajo, da se ne prepirajo. Ja, da se nekatere družine spravijo med seboj. Potem nekatere mamice, ki ne more imeti otrok, prosijo in dobijo potem otroka. Po mnogo letih se je že zgodilo, ne? Ali pa kakšne druge stvari,
ki so. Zdaj, za pravi čudež mora biti vedno posebne dokaze za to, kaj se je zgodilo. In potem, ne, in zato, gledajte, tako kot tukaj, bolnikom lahko mnogo ljudi pomaga, ali pa nobeden, ne. Če bolnik včasih je kakšen tak, ki ni imel stikov z ljudmi, jih ni maral, potem ga tudi ljudje ne poznajo, ne želijo in se, ne, ali pa noče, nekateri nočejo, pač ne. Ampak, gledajte, kaj se v bolezni se zgodi lahko podobno, kot se je zgodilo pri Judih, ko so bili v puščavi. Eni so godrnjali, smo lačni, smo žejni, nam je vroče, in tako naprej. V puščavi ni bilo vsega, kar so imeli v Egiptu, in so godrnjali in kaj je bilo? Prišle so kače in so pikale in so umirali ljudje od teh kač. Mojzes je molil, Bog, kaj je zdaj? Zdaj bojo vsi pomrli, vsi bomo umrli. Bog je rekel, ne, naredi bronasto kačo in to kačo obesi na drog. Kdor bo pičen od kače in bo pogledal na to kačo, bo zdrav, bo živel. In tako so naredili. Eni so pogledali, so ostali živi, drugi niso, ne, to pa ne bom gledal, to pa ne bom. So umrli. In tako je tudi danes. Nekateri, ker nimajo toliko ponižnosti, da bi se pred Bogom poklonili, da bi Bogu zaupali, pač umrejo. Bojo tam se srečali in videli, kaj je življenje in kdo je Bog in kaj. Drugi so pa ponižni, pa prosijo in potem doživijo. No, zato lahko mi marsikomu tudi pomagamo, če ne drugače, da jim povemo, kdo je Bog, kje lahko najdejo pomoč, ali da bojo dobili zdravje, ali pa da dobijo moč, da prenašajo trpljenje. Dobro, bomo zaključili to naše današnje srečanje z Božjo besedo in bomo zapeli še eno pesem, in sicer bomo danes se priporočili Mariji. Marija, ki je mnogim že izprosila milost za dušo in za telo, marijasko življenje, ki nas vodi. Življenja čovnična
zdaj se priporočimo še angelom varuhom, da nas tudi oni varujejo, da se ne zgodi kakšna nesreča. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.